Pozdravljeni, čas je za nogomet. Sliko smo v Domžalah, kjer se bo kmalu začela otvoritvena tekma 18. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. V športnem parku Domžale bodo nogometaši Radomelj v narekovajih rečeno gostili Domžalčane, ki so sicer v zelo dobri formi, kajti četa Dejana Đuranovića na zadnjih 5 uradnih tekmah ne pozna poraza, tako da so se nogometaši Domžal ubranili, se pa napad Radomelj nadaljuje. Šarić, dobra podaja, tu je Andrej Pogačar in mimo leve vratnice Mulalića. Je pa zanimivo, Vuklišević pospremimo zdaj tole akcijo, velika napaka v taboru Domžal, Pogačar na desno stran, strel proti vratom sprožil je Jonathan Bumbu, ampak ubranili so se nogometaši Domžal. Pa potrebno poudariti, da petek ne zahaja visoko, nogometaški seveda igra na desni strani obrambe, tule pa je Georgijević. Nekoliko je zaspala obramba Radomelj, Georgijević pred vrata in kakšna priložnost, toda izvrstna parada Velića. Guček na desno za Guzino, no Guzina bi zdaj lahko pozoril nase, spremlja ga Vuklišević. Guzina je žogo zadržal, potem pa dober predložek, priložnost za Radomlje, toda žoga je zletela mimo desne vratnice. Slobodan Vuk je žogo zadržal, pa Andraž Žinić, lepa poteza Žinića, potem poda slabšo levo nogo, pa streli gol! Senijad Ibričić, fantastičen gol! Žoga ni imela veliko kinetične energije, zato še toliko bolj preseneča, da je Ibričić tako močno sprožil proti vratom Velića in tako je Ibričić dosegel 4. gol v letošnji sezoni, njegovega 45. v prvi slovenski nogometni ligi. In Domžalčani torej od 39. minute vodijo z 1-0. Tokrat dobra povratna žoga Georgijevića, Slobodan Vuk je prišel do žoge, krasna žoga Slobodana Vuka za Georgijevića in Domžale vodijo z 2-0. Domžalčani so podvojili prednost, tole je bila krasna akcija, Georgijević pa je dosegel 4. gol v letošnji sezoni in v težkem položaju so se znašli Mlinarji. Tole je bila zares krasna akcija, blitzkrieg Domžalčanov ob Kamniški Bistrici in četa Dejana Đuranovića je v zelo dobrem položaju. Tu je Georgijević pokazal, da je zelo hiter, ni ga uspel dohiteti Mark Zabukovnik, potem pa tudi zelo zbran zaključek, žogo je spodbodel in s tem posušil Velića. Alić je bil znova dobro postavljen. Karić, lepo proti Aliću, Alić je ustvaril višek na levi strani, Alić pred vrata, Georgijević vratnica. Trio srednji branilci, Dobrovolj, Vuklišević in pa Kariću, zanimiv poskus je bil tole Georgijevića, ampak na mestu Velić, no pri Radomljanih pa je imel težave Jonathan Bumbu. Tudi Luka Cerar, mislim, da bi lahko poživil igro Radomelj. Tole nevaren strel in brani Mulalić. No, tole je bila ena izmed lepših priložnosti Radomelj na tem obračunu, toda Mulalić je bil na mestu. Žogo, ampak z vidika Domžalčanov je bolj pomembno to, da do žoge ni prišel Pogačar, pa podaja z desne strani in gol out bo za Domžalčane. Marko Božič. Tole je nova dobra podaja, nekaj težav za Mulalića. Kusmani, napaka Makedonca do žoge, Kregar ima priložnost, brani Mulalić. Cerar pa je torej na zadnji tekmi izvedel najstrožjo kazen, toda David Adam je njegov poskus ubranil. Primc bo podal. Primc, dobra podaja in kakšna obramba Mulalića! Sijajna reakcija Mulalića. Danes ste ostali praznih rok, bili ste kaznovani, ker ste bili nekoliko nezbrani ob zaključku prvega polčasa. Se je morda poznalo, da ste danes pogrešali dva osrednja branilca, Žulja in pa Jazbeca? Dobro, pogrešali smo 3 centralne branilce, ampak ja, kakor ste rekli, nezbranost tistih 5 do 8 minut na koncu prvega polčasa nas je stalo zmage, vse ostalo mislim, da smo stali dobro na igrišču, imeli tudi zelo dobre priložnosti, iz katerih sicer nismo zadeli in na koncu lahko rečemo pač zaslužena zmaga Domžal, ker so pa zadeli dvakrat mi
nobenkrat. Sandi, verjetno se strinjate, da so Domžalčani zasluženo slavili, ste pa vi v drugem polčasu vendarle pokazali svojo kakovost. Kaj je po vašem mnenju zmanjkalo? Ja, tako kot je rekel trener, na koncu prvega polčasa tista nezbranost, 2 gola so hitro zabili. In pa se je težko vračati nazaj, pač to je naša tipična tekma. Zgubljamo, probamo se vrniti nazaj, ampak danes ni ratal. Škoda, nismo izkoristili svojih priložnosti, ampak moramo z glavo naprej in to je to. Najlepša hvala. Zabeležili ste 6. prvenstveno zmago v letošnji sezoni, skočili na 5. mesto, za vami je polovica prvenstva, kako ste z njim zadovoljni? Če gledamo v celoti, smo si sigurno želeli večji izkupiček točk, ampak iz nekih tudi objektivnih razlogov po Evropi smo potrebovali en čas, ekipa, fantje, da se resetirajo. Zapadli smo pač neko rezultatsko krizo, ampak potrebno se je bilo izvleči iz nje. Mislim, da smo se v zadnjem času izvlekli, da smo začeli dobro igrati, tudi rezultatsko biti uspešni, tudi v pokalu smo se vrstili v polfinale. Smo na poti, želimo si v teh zadnjih 2 tekmah osvojiti kar se da največ možno točk, da se dejansko približamo oziroma uvrstimo v ta zgornji del lestvice in da v spomladanskem delu seveda napadamo čim više pozicije. Zdi se, da ste v drugem polčasu dokaj rutinsko zadržali prednost, ste sploh v kakšnem trenutku podvomili, da se lahko tekmec vrne? Tu ne gre za dvom, gre, da je 2-0 nekako vrljiv rezultat, da z eno napako oziroma z enim doseženim zadetkom nasprotne ekipe se lahko hitro vrnejo v igro in lahko je tekma zopet postane zelo živa. Mi smo jim v drugem polčasu nekako z 2 napakami dali to možnost, ampak smo imeli razpoloženega, še vedno ogretega, čeprav v prvem polčasu ni imel dosti dela Ajdina na golu, tako da je zadržal to ničlo na naši strani. Tako da je bilo sicer pa v drugem polčasu dejansko smo jih držali stran od svojih vrat, razen teh napak, ki smo jih naredili, imeli tudi še neke priložnosti in nekako lahko rečem kar mirno pripeljali tekmo do konca. Najlepša hvala. V zadnjem obdobju odlična forma, na zadnjih 6 tekmah ste zabeležili 4 zmage, niti enkrat niste izgubili, se pozna dobro vzdušje v ekipi. Ja, mislim, vzdušje je bilo tudi prej dobro, ampak nekako nam ni stekel. Mogoče smo bili malo slabši v obrambi, ampak zadnje čase se mi zdi, da popravljamo ta del igre in evo, nam prinašajo pike. Po prvem polčasu ste imeli lepo prednost, kakšna so bila navodila trenerja po prvih 45 minutah, ste se bolj osredotočili na branjenje ali ste želeli biti tudi nevarni sproti napada? Pa ne, nikakor ne v branjenje, ker rezultat je malo specifičen bil na polčasu, tako da zaradi podlage nismo mogli kaj dosti igrati, ampak smo nekako mogli igrati na preskok in na koncu nam je to obrestovalo. Najlepša hvala.